Večer vsem, sicer smo se že tako lepo pozdravili skoraj z vsakim iz oči v oči. Novo leto, nov večer sredi domovine. Jaz sem zelo vesela, da se ta cikl tudi v letu 2025 nadaljuje in da začenjamo z enim res krasnim gostom. Smo res veseli in počaščeni, da je pripotoval k nam v Ljubljano in da bomo lahko za en večer zajemali iz te bogate zakladnice njegovega znanja in poznavanja. Gospod Slavko Malnar, dobrodošli. In se takoj na začetku zahvalim kolegicam in kolegom, ki so pomagali pri pripravi današnjega večera, Davidu Stupici še posebej. In bi se rada zahvalila tudi na začetku krivcu v navednicah za ta večer, gospodu Rudiju Merljaku, ki nam je gospoda Slavkota predlagal kot gosta in je danes tudi on gost. In bi rada samo en oglas javni, da je sveže upokojen, tako da je na voljo z razne domoznanske društvene dejavnosti. Kdor rabi kakšno pametno glavo, samo pravim, da se je zdaj malo sprostila, pa pokličite ga, ker bo šel hitro v promet. Šalo na stran, res se nam odpira en svet danes z vami, gospod Malnar. Nekateri vas poznajo, nekateri poznajo Gorski Kotar, poznajo področje, z katerega prihajajo, ampak jaz bi vseeno tudi iz vaših ust na začetku rada slišala, kakšna je ta Čablanska pokrajina, od kod ste doma, kakšni kraji so to? No, hvala na povabilu, tudi jaz pozdravljam vse navzočne, z enimi se poznamo, tako da nimam kaj novega povedati. No, če pa se ozvrnemo na naš kraj, to je hribovit kraj, poprečna nadmorska višina nekaj 600 pa nekaj metrov. Jaz živim na 800 pa nekaj, s svojim nečakom, ki je pripeljal. In zasnežen kraj, no, sprememba klime, podneblja, se veselimo, če pade sneg, ne. Čeprav osebno ga nisem preveč vesel, čeprav sem bil včasih tudi smučar, rekreativc. Naš kraj je ob meji z Slovenijo, z zahoda, vzhoda in juga smo povezani s Slovenijo, oziroma severa smo povezani s Slovenijo, edino z južne strani smo povezani s Hrvaško, nas pa deli od najbližjega naselja 30 kilometrov gozdov. Se ne more reči, da so pragozdovi, ker jih sečamo, ampak so gozdovi. No. Bogatstvo je v teh gozdovih, ljudje pa vseh od njih nimajo preveč hasnih koristi. Tako da odhajajo v večja mesta, Reko, Ljubljano, Cerknico in tam preživljajo, ker naš kraj je težak za preživetje. Glih tako je na slovenski strani, tudi je precej razseljeno, tam od Babnega Polja pa do Osilnice. In kraj se ne obdeluje, zemlja se ne obdeluje, se zarašča in glavni cilj je, da bi obdržali tele velike zveri, volka, medveda in risa. Risa so zdaj naselili, če se bo adaptiral. In od tega živimo. Največ je upokojencu, pa bolniku, zelo malo je mladih. Mladi ostajajo samo tisti, ki niso za šolo, tako da nisem pesimist, ampak dejstvo je tako, ne. Se pravi, da ni nobenega znaka, da bi se kakšna mlada družina tudi odločila, recimo vrniti ali pa ostati? Ma ne, če bi hotel kdo se živino rejal,
nima zadosti zemlje. Pri nas je vse razparcelirano, vse so majhne parcele, tako da eno ovco ne more rediti na eni parceli. Verjetno, ko ste bili vi otrok, so bile vasi še polne otrok, ne? Ja, ko sem bil jaz otrok, to je bilo takoj v obdobju druge svetovne vojne, v moje vasice nas je bilo 155, danes nas je pa 28. Ne. Takrat je bilo 60 otrok, zdaj so pa dva otroka. Drugi pa tudi med tistih 28 so vse stari, tako da niso več za reprodukcijo. Ne. Verjetno, ja. Otroštvo vaše vse v prvih letih verjetno je bilo lepo, ne? Je pa kmalu nekako vaše življenje prišla ta kruta realnost. Ne, jaz sem živel v drugih okoliščinah, tako da moje otroštvo ni bilo lepo. Opisal sem ga po hrvaško izgubljeno otroštvo. Gospod Miller in gospa Jožica sta izdali, prevedli na slovenščino in so izdali kot Izgubljeno otroštvo. In tam sem poskušal opisati, eni pravijo, da je roman, ma ni tiste, tudi ene besede ni izmišljene. Seveda nisem vsega opisal, ker sem bil star 5-6 let, sigurno sem pozabil dosti tega, ono, kar sem se spomnil, sem zapisal. Ne. Se pravi, vi ste bili v bistvu taboriščnik na Rabu in v Gonarsu, kot otrok. Ja, naš kraj je gorovit, gozdov je dost in so partizani iz Slovenije, iz Primorja so prihajali k nam, so imeli zavetišče v tih gozdovih, po noči so hodili po hrano naselja in da bi, ker Italija je kapitulirala oziroma okupirala naš kraj, in da bi preprečili preskrbo partizanom, so požgali, ves kraj so požgali. Mojo vasico, 25 hiš, 155 prebivalcev, 60 otrok, vse smo končali na Rabu. In na Rabu, mislim, da veste, kakšno je bilo. Z našega kraja, z občine Čabar, je tam ostalo 480 ljudi. Bivali smo pod šatori, šli smo tam, so nas oterali koncem julija in takrat je bilo vroče tam do septembra, ko je pa začela jesen, pa hladne dežje, je bilo pa mraz pod šatori in pol so nas preselili, so nas v Gonars, v Furlaniji. In 480 je naših ostalo tam na Rabu, še 420 po Gonarsu, ki so umrli največ od posledic bivanja na Rabu. Ne. Ker tam ni bilo vode, ni bilo higiene, hrana je bila zelo slaba, ne. Tako da lakote se umiralo. Vi ste izgubili tudi brata novorojenega. Brat se je rodil se v Gonarsu, rodilo se je še ne 50 začeti prej, ko smo šli v taborišče, ker takrat so bili moški v zasebnem sektorju, otroci žene pa v drugo. Brat se je rodil tam v začetku 1943 leta in smo prišli domov, je umrl. Tisti, ki so rojeni tam, tisti, danes ni več nobenega živega, so vse mlajši umrli. Ne. Koliko stikov še imate z drugimi, ki so imeli izkušnje taborišča na Rabu in v Gonarsu? Društva so še, bi rekla, dejavna, spominska obeležja se še obiskujejo. Letos mineva 80 let od osvoboditve nemških koncentracijskih taborišč.
Se vam zdi, da je ta spomin in opomin še dovolj živ ali da smo počasi pozabili na to, kar je bilo? Počasi se pozablja. Zdaj so vnuki in stari očete in stare matere so umrle pred 80 let, ne, ali pa še več. In tudi vnuki so že stari, prav vnuki pa pozabljajo. No, še zmeraj se tam na dan osvoboditve taborišča oziroma kapitulacije Italije, to je tam 8. septembra, se gre dol na Rab, je komemoracija še vedno. No, vsako leto meni, ker jaz sem bil 5,5 let, ne, zdaj pa oni, ki so pa malo je še tisti, ki so starejši. Ampak spomnite se dobro, ne? Kljub temu, da ste bil otrok. Pravite, se pozablja, ampak en lep del vašega življenja, vašega ustvarjanja je posvečen temu, da se ne bi pozabilo starih običajev, starega jezika. Ja, dobro, kar se vojne tiče, sem tudi napisal Čabranske žrtve fašizma. Tam je bilo 1800 ljudi je izginilo v drugi svetovni vojni, od 8300, koliko je takrat jim utale, takrat je bil Kotar v kraji, ne. In no, težko, ko se spomnim na tisto, se mi v grlu se mi zadine kost. Verjamem. In ampak kdaj recimo je v vas se vzbudila ta želja, kdaj ste ugotovili, imam to voljo in imam ta talent, da lahko raziskujem zgodovino svojih krajev in jo ohranjam za naprej? tudi, ko sem bil mlad, bi rad kaj napisal, samo takrat je v našem kraju oziroma na vasi ni bilo časa, če si bil kaj poslušen, so te zmeraj angažirali, zadužili za kakšno stvar, tako da smo na vasi ni kot v Ljubljani, morali smo vodovod sami kopati, telefon in elektriko, ceste popravljati po vasih. Tako da delalo se cel teden, nedeljo so bile pa udarniške, ne. Tako da ni bilo časa za pisanje. No, ko sem šel pa v pokojnino, sem pa imel več časa in takrat sem začel. Drugi ponavadi nehajo, jaz sem pa začel takrat. Ampak a ste že, ko ste bili mlajši, ste radi recimo poslušali starejše ljudi, se pogovarjali, mislim, časa za pisati niste imeli, ampak zanimanje pa v vas je verjetno bilo, no, že prej. Ja, pa tudi, ja, poslušal sem starih, so pripovedovali in zapomnil sem dosti tistega, ne, čeprav ne vse. In kakšna je bila torej prva knjiga? Prva knjiga, ja, prva je bila Priimki na Čabranskem, priimki. No, ker o priimkih je pisal tam en Brod Moravic in je omenil nekih 350 priimkov z našega kraja, z Čabranskega. Sem pa videl, da jih je precej ostalo zapisanih in sem na 1200 pa nekaj priimkov je bilo. No, in ko se gleda tisto v globalu, je dosti hrvaških priimkov. Če bi pa tisto ponderirali, bi pa prevladovali recimo 30 ali pa 40 priimkov od Arha pa tja do Žagarja, tisti, ki so stalni. Ker oni, ki so se občasno javljali, recimo Financi pa žandarji, pa oni so ena družina, pa je odšla, ne. Recimo Loknarju je pa 100 ali pa Malnarju 300, ne. Generacija in generacija, ne, tam, ne. In tako, knjiga je bila o priimkih, je bila lepo sprejeta.
oziroma kaj so vam rekli? Doma, v lokalnem okolju je vzbudila zanimanje? Pa je. No, ali doma niso cenjen, zmeraj drugi. Doma najprej grejo napake gledati. Ja, sigurno. Vsi so pametni, če dobije napako, je pameten bil, ki je pisal. Ne. Normalno. To je normalno. Ne. Veliko ste se ukvarjali tudi z narečjem. Ja, Zdaj, kakšno je to narečje? Tule ste prinesli eno zelo zanimivo knjigo, ki v bistvu primerja čabransko narečje z idrijsko-cerkljanskim, oziroma pač to je slovarno. no, slovar sem napisal 12,500 besed, ki so različne od hrvaških, od standardnih hrvaških. Tale, ki ste ga zdaj omenjali, zdaj sem napisal, je pa nekaj 2500 besed, ki so na idrijskem pa na cerkljanskem, so podobne ali pa enake kot pri nas. Se pravi, v katero narečno skupino spada čabransko Doktor narečje? Tine Logar je pisal slovenska narečja in je babnopoljski govor orisal kot gorenjsko-dolenjsko-ravterski. Podoben ali pa skoraj enak je tudi pri nas. Majhne razlike so, kot tudi v Osilnici, majhne razlike v govoru. No, in tale govor pri nas se je obdržal zaradi tega, ki je zelo različen od standardnega hrvaškega ali pa slovenskega. Tako da mislim, da je to pripomoglo, da se je obvarval. Verjetno tudi ta geografska, bi rekla, odmaknjenost, ne? Ja. Običajno se narečje bolj ohranja v Ja. manjših krajih, višje ležečih. Ja. Zaprti smo med sabo, na vzhodu so bili Kočevarji, kočevski Nemci, in na zahodu proti Ilirski Bistrici je Gozd, tako da smo bili povezani tam Babno Polje in Stari Novi Kot, del današnje občine Loški Potok, ne. In občina Osilnica. Med seboj se ženili in odvisni eni od drugih. Ne, Koliko je še govorcev narečja? Problem ni toliko asimilacija tega našega govora, kot je zmanjšanje prebivalstva. Govoril sem z enim, ki je predsednik krajevne skupnosti, Draga, in tam okolne vasice. In pravi, 150 ljudi ima, recimo v 10 zaselkih. Ne. Pravi, zmanjšanje prebivalstva je problem. Ker ko sem pisal tale slovar, takrat je bilo še 5000 govornikov. Danes jih je mogoče 3000, pred 15-20 let. Tako da pravi, največji problem je zmanjšanje prebivalstva. Vi ste se odločili tudi pisati v narečju. En del vašega opusa, bi rekla, je napisanega v narečju. Kako je to? Kako je šlo? Pisal sem Goračevo, mi pravimo Gorjansko. To bi bilo po slovensko Gorjansko. Grijansko je po narečju. In mi je poznat tale njih govor, ker moja mati je bila Grijanka, ne, v Korošcu je bila doma. In tale knjiga je bila, res je bila, navdušeni so bili z njo. Ker dosti teh Goračanov, včasih je bilo 850, danes je nekaj 80, še glih toliko hiš. Ne. In
so prihajali, obvestili so vse tiste, ki so razseljeni in knjiga, ne vem koliko je bilo, 500 izvodov, tako je prvi dan, ko je bila predstavitev, je šla. So bili navdušeni, ker mnogi več tudi ne vedo svojega jezika, mislim, potomki od starih Grjancev. Pa bogat niste ratov, ne? Tudi če ste... Če je No, pošla dobro, no, to je sta edina knjiga, ki se nekaj zasluži. Ne. Vse za... Drugač pa, recimo, ajde, zlato, moraš potrošiti kaj, da bi... Ja, ponavadi je tako. Ja. Ampak verjetno zapisati v narečje, to ni lahka stvar, ne? Meni je, naš govor mi je materni govor. Ni materni govor, mi ni hrvaški, ni slovenski. Ne. In ko ste vprašali, kdo govori, ima še te avtohtoni prebivalci govorijo, ima 90% govorijo še zmeraj. Seveda se besede zmeraj se infiltrirajo v govor. Posebno pa zdaj, nakon osamosvojitve Hrvaške in Slovenije, ki je bila meja, se vidi večja razlika, ker recimo jaz grem na godišnje, z slovenske strani grem na dopust, bolniška, bolovanje in naprej. Ne. Tako da, to so majhne razlike, še zmeraj smo, se pravi, en narod, mi rečemo. Čeprav eni jezikoslovci pravi, da je državna meja, oziroma zdaj državna, da je tudi etnična meja. Jaz pa pravim, da ne, ker še zmeraj smo žlahta med sabo. Saj verjetno tudi meja, tudi med jeziki, ni tako ostra, ne, kot si mislimo včasih. Tudi jezik nekako prehaja, bi rekla, eden od drugega, ne? Ja, ja. Se tako počasi spreminja, no? Ja. Se je šel pripeljati se eno nedeljo gor čez Drago, to je v občini Loški Potok, in so šli na pokopališče, jaz grem kot Drakula zmeraj, tam prijemke gledam, pa in je bila ena ženska, začel po slovensko pogovarjati, kolikor znam. Ona po naših, ko rečemo, ne. Ja. Se pravi, še zmeraj govorijo po naši, ker mi rečemo po naši. In ko so šli veseni naši delavci v slavonske gozdove delati, so dejali, da gredo na Hrvaško. Ne dolgo, ker sem pa na Babnem Polju videl enega človeka, pravi, gre na Krajinsko. Tako da. Ja, se iz Istre reče, da gre v Slovenijo, ne, ko gre v Ljubljano, recimo, to je tudi tako običajno. Ampak kar dosti tematik ste se potem tudi lotili, no? Zdaj, to je ena taka zelo težka knjiga, ne? Ja. Ta je pa res težka, ki v bistvu prinaša... Ta bi se splačalo na kilo. Na kilo, ja. Samo veste kaj, to treba paziti, da ti ne pade na nogo, ne, to je problem. To je pa v bistvu res, bi rekla, splošna zgodovina. To je verjetno eno delo, ki terja kar dosti raziskovanja, no. Kako ste se lotili tega? Ste tudi pokopališča, jaz vam verjamem, za raziskovalca zgodovine pokopališča so zelo dober kraj. Ste obiskovali tudi arhive, ste tudi tam doma? Ja. Pa tudi gospod Jožef Žura mi je pomagal, ker je pisal o preteklosti Osilniške doline. Precej je bilo podatkov. Dal mi je tudi izvod urbarja, kočevsko-reškega urbarja, najstarejšega 1498 leta. A so že Malnarji tam noter? Ne. Od današnjih naših priimkov je Kvaternik, Žagar, Žurga, mogoče Čop, ali ni napisan kot Čop, ampak kot Čripe. Takrat so bile napake pogoste, tako da verjamem, da je biti Čop.
In tudi tele matične knjige, kar jih je bilo, pol cerkvene, tele spomenice in vse podatke, kjer se je kaj dalo. No, začeli smo, oziroma predsednik Matice Čabranske je hotel, da bomo eno ekipo, en tim složili, da bi vsak je bil zadolžen za eno področje. In ko smo, mene je kot organizatorja predlagal in ko se naredil pozive, da bomo prijeli program, ni bilo nobenega na sestanek. Pol še en sestanek, na koncu tega sem pa sam začel. Ne, ker, Se pravi, ampak ste bil pa šef. ja, Sam sebi, ampak šef. ja. Ja. In se niste ustrašili vseeno, no? Te velike naloge, bi rekla. Pa ne, ker sem bil, če ne uspe, bom v ogenj vrgel, pa v redu. Ampak to je, zgodovina vsake vasi, vsakega kraja je zanimiva, ne? Ja, no, mene tole me je podstaknilo, ker v našem kraju so pisali, v njih so prihajali iz Zagreba. Ker so šli mimo samo. Ja, ponavadi v gostilne in v gostilne se ve, kdo najrajši kaj pove. In so tisto poslušali, zapisali, tako da se je pripetilo precej napak. Ne. V enem slučaju je bilo tako, da so vnuki bili starejši od stare mame. Ja, je. No, in to me je podstaknilo, da sem začel raziskovati in pisati tole. Ko ste začeli raziskovati zgodovino svojih krajev, a ste najdli kaj takega, kar vas je presenetilo? Kar je bilo novo, kar je bilo, bi rekla, presenetljivo, kar niste vedeli? Ma, ko mi je župnik dal tole cerkveno, župnijsko tole knjigo spomenico, ko pravimo, mi je srce zaigralo, ko sem videl, ki je omenil leto 1659. Rad imam zgodovino, ne. V šoli sem jo rad imel. Je poseben občutek tudi to, ne, da nekako človek najde sledi svojih prednikov. Ja. Tistih, ki so živeli pred njim, verjetno se ustvari tudi nek občutek povezanosti s tistimi, ki so bili pred tabo. No. Ja, seveda. Seveda. Pa tudi tisto, kar sem ustno, kar sem slišal, ne, kako so živeli. Recimo, moje otroštvo je bilo hudo, ko je pa oče pravil, pa njegov oče, pa njegova prabaka, je pa moje življenje bilo še dobro, ne, sprem njega. Življenje verjetno recimo vašega očeta, vaših prednikov je bilo trdo, ne? Mislim, naporno. Kakšen je bil ta vsakdan v eni taki vasi, kot je Ravnica, recimo? Pa, zdaj, ko se spomnim, ni bilo elektrike. O telefonu, da če je otrok se šel igrati v drugo vas, je mama le trikrat zaklicala Jožek in se je javil in prišel domov. Ne. Brez mobitela. Ja. Ja. No, ko sem šel v šolo, potem sem hitro domačo nalogo napisal, ker zvečer ni bilo mogoče. Ne. In to pred kosilom sem napisal, ker potem sem mogel iti delati. Ne. Verjetno tisto delo zunaj je bilo tudi kar fizično zahtevno, ne, v gozdu, Ja. na polju, v hlevu, v štali. Pa tudi v mojem obdobju hrano smo dobivali na karte ali pa točkice, ne vem, pike. Ja. In jaz sem šel takrat je bila šola 4-razredna v mojem kraju in drugi dan, ko sem končal 4. razred, sem šel delati na cesto kamen tolči.
In danes, ko vidim 11-12-letnika, ne morem verjeti, da tako lahko dela. Ne. In dobro, da napravim vse druge stvari, ker ne bi mi sploh verjeli, kaj je bilo vsega. Kakšni so bili čabarski običaji, šege, navade? No, čabarski običaji podobni so slovenskim, tam z Loške doline, tako da, recimo, ne vem, plesalo se zmeraj polka, valcer, redko tango, muzikanti so bili naprej tonerici. Dobro, mogoče, ajde, dekleta so bile zapostavljene, to je bilo ob nedeljah v gostilni, ne. Je bil ples obvezno vsako nedeljo in vsaki gostilni. In tale muzikant, ko je zaigral, pol so fanti hitro šli v kot, koti so bile dekleta in so stale kot, no, ne vem, kako bedijo, kot da so, ne vem, največje dekle ali pa največji reveži. Če je šla za mizo s fantom, takrat je bilo že sigurno, da se bodo poročili. Ne. To je bolj nazadnje, ko je recimo v večjih krajih Slovenije. Pole pri Mrliču mi smo delali, da se čuje pri njemu in pele so fanti, dekleta so pele pri Mrliču. Do polnoči so bili te mladi, po polnoči so prišle ženske, te stare ženske do zjutraj. In pele so žalostno. Tako da jaz sem premišljal o tem, in je verjetno zaradi tega, da bi tele žalostne, da bi spodbudili, da bi pozabili na to žalost. Ne. Kakšen je bil pa odnos do cerkve in kakšni so bili cerkveni prazniki, recimo v preteklosti Božič, Velika noč? Ja, tega smo se veselili, ker takrat je bila boljša jesti. Pol je bilo, no, otroci so imeli tepešni dan, to je 28. decembra, dan nedolžnih otrok, dan nevine dječice po hrvaško. In smo šli tepeškat, ne. Smo tolkli leskovo šibo, rešte zdravi, veseli, tosti, debeli, da bi dolgo živeli, da bi se dušo zveličali. In pol so dali kakšen drobiž, ne. Tako da smo šli, da bi en svinčnik zaslužili. No, pol za Božič se je tudi voščilo, to je bilo prej kot tepešni dan, ali kdo je šel za Božič voščit, nismo iti tepeškat. No, in za novo leto se je tudi voščilo. Ja, to samo fantki. Punčke so lahko samo za 3 krajine. In še takrat so jim uzurpirali moški, so šli pa koledovat. So naredili zvezdo kot 3 kralji. Tako da tudi takrat ženske niso imeli. Bolj slabo jim je šlo ženskam pri vas. Taki časi so bili. Ja. Drugače pa, kaj vem, binkošti so bili praznik, velike šmarin, mi rečemo velika maša, mala maša, mali šmarin. Vse, no, Svet Valentin, prvi spomladin, pa pole zdaj za Svetega Antona, to bo pojutrnem, so prednjo desno nogo od svinje so dali Svetemu Antonu. Kako? To je bila navada, da se v cerkev odnese. Ko se je klalo, ko so klali svinjo, pol je tale klavc na prve desne noge naredil križ in ko se je posušila, so
oziroma na pojutrišnji dan so odnesli za svetega Antona. A župniku v bistvu. Ja, A kje je ostala pol tista noga? Ni Pol šla so v slabo, verjetno. Pol so pa licitacijo organizirali. In so prodali poleg. Zanimivo. No? In potem tisti denar je bil za cerkev, za za cerkev, skupnost. Ja, če ne one, kaj, Ja, no. denar pokvari človek. Ko pravijo, tisti, ki ga imajo, ponavadi to še najbolj trdijo. Kako se je potem, tako počasi, leto za letom se je nabralo koliko knjig? 20? Še 21. Tale. Če je to knjiga. Ja, seveda je. Ja, mislim, prednja, desna, svinjska noga ni. Ne mora biti knjiga. Tako, ste bil kar, bi rekla tako, delaven, no? Ja, sej pravim, ko sem šel v pokojnino, prej sem imel časa, sem rekel, zdaj pa lahko kaj naredim za naš kraj. Ne vem pa, koliko je bilo uspešno. No. Kje so pa izhajale knjige? Nekaj ste verjetno v samozaložbi, nekaj ste imeli pomoči, sodelovanja. Izdajalec je Matica Hrvaška, Ogranak Čabar. No in moram omeniti predsednika Matice, to je Janez Ivan. On ne samo, kar je izdajalec, on pripravo za tisk, on naredi. Pol tajnik tele Matice, on lektorira tudi zastonj, tako da drugače pa ne bi mogli. Nje Matica zadnjih 20 let je 100 pa nekaj knjig je izdala. Dobro, niso vse knjige, tudi brošure pa. No, 100 pa nekaj naslovov je. Ta zadnja, to so zgodbe nekako iz To je ljudskega izročila. praznoverje, ja. Čarovnica, mi pravimo cuprence. Cuprence. Ja. In to je po naših, po čabransko napisano, pa po hrvaško. Ker samo 3 knjige so v slovenščini in to mi je sofinanciral Urad za Slovence v zamejstvu, po zaslugi tudi gospoda Rudija Mrljaka. To so Gorači Grjansko, tisto, ki je po naši, ne. Pol je tale Cerkljansko-idrijski, čabransko slovar in vzdevki v župniji Trsti. Druge so pa v hrvaščini. Tako smo živeli. Ne vem. Ja, ma kaj toliko knjig. Kaj, saj imate ta dobra očala, ne, verjetno gor. Dobro, A bi jaz lahko vas prosila, da nam eno zgodbo preberete v narečju, da bomo slišali to vaše lepo narečje. Zdaj ne vem, zberite vi, katera vam je najbolj pri srcu. no, lahko pa vem, pa nam bom čital, lahko pa vem od Cuprince Stanke. Najboljše od Cuprance, povejte. Je bila zaljubljena v enega fanta in ta fant jo netu vzeti, je odešel v Ameriko in ona ostala staro dekle. In je bila huda na tega, ki jo netu vzeti in ga hodila tlačiti v Ameriko, na metne, ne. In njemu je že, tisto mu je vse dojadil, jaz sem začel malo po slovensko. On je bil hud najno, ki ga skozi hodil tlačiti, pa si je kupil Winchesterko, pa eno noč čakal vena, ki je ona prišla nad New York, je streljil, je v nogo jo pogadil.
je pisal domu svoje rodbine, pa gledajte, če Stanka šiplje. Je res, da je šipala. Se pravi, je bila ta prava. Ja. Je dobro zadev. Zelo No, zanimivo. ne vem, če ste razumeli. Ja, smo. Če kakšno, povejte še eno. Ali pa preberite, no, kar česte. Ker to je po zimi je najlepše poslušati pravce. Od Pavluša. Pa te pišem dan. Kada se ne vedel za dan nevina dječica, vse so 28. prosinca imeli za te pišem dan. Deca so šle od ranga jutra do povdne z leskovimi šibami od hiše do hiše te piškat, kar pa mejne toč. Te piškat. Prvo se je mogel te piškat gospodarja, pola pa vse druge hiše. Dak se je pa lahko toliko pa križce, se je govoril, rešte, zdravi, veseli, tosti, debili, ono, ko sem prek. Te piškinji je bilo, dak je bilo revščina, a zadnjih 20 let je več deca ne vedo za te pišen dan. Škoda, ki se je navada pa zabila. No, zdaj pridejo te piškat, ne te piškat, pridejo voščet Božič ali pa novo leto, cigančki tam je, na družino malo večjo, 15-20, koliko jih je v družini. Oni pridejo še te piškat. No, vse se jim lahko da tisti drobiž, ne? Ja, vsaj nekomu. Slavko, kako, prej smo malo govorili o osamosvojitvi in o Sloveniji in Hrvaški in tako. Ko sta se Slovenija in Hrvaška osamosvojila, je v bistvu nastala v navednicah manjšina oziroma slovenska skupnost na Hrvaškem. Kako jo vidite vi? Se vam zdi, da so Slovenci na Hrvaškem, da so povezani, da je živa identiteta? Pa ja, ne vem, nekakove razlika med mano in onega, ki se občuti Hrvat, ne, ki se deklarira kot Hrvat. Enako živimo, sploh ni problemu nekakove. In tudi čisto enaki smo z onime čez mejo, se pravi, in na levem in na desnem bregu Čabranke ali pa zgornjega toka Kolpe smo enaki. Politiki so naredili še večjo razliko, kot bi bila. Ma tam so se ljudje vedno razumeli med sabo. Tudi takrat, ko so se politiki kregali, neverjetno. Vseeno društva delujejo, bi rekla, neko društveno življenje Slovencev obstaja, se vam zdi to pomembno? Pomembno je, jaz to gledam čez naše navade, čez naš govor, in čez druženje, čez mejno druženje tam. Recimo, jaz sem dober povedaš z dvostmi z druge strani meje. No, nisem povedal, da ko sem omenil tale stari urbar, ki mi je gospod Jožef Žura dal, takrat je bila župnija, ne župnija, ampak župa Gerovo, župa to je kot današnja občina odprilike. Ja. In takrat je bilo Gerovo, temu uradu oziroma posestve Kočevske Reke in so bile
tam so omenjeni tisti Kvaternik, Žurga, Žagar. In je bilo dosti kočevarjev, kočevarskih priimkov. Ja. Pa pravijo, tele zgodovinari rečejo, da ni bilo v našem kraju, da ni bilo kočevarjev, oziroma da se niso pri nas nastavili. Ali je park, gospod Miller mi je povedal, da je tu kočevarska beseda za hrib. Tako da se pravi, če so park imenovali, so bili tam, ne, stiki imeli. Potem imamo Loknarje, naselje, priimek Loknar, to je od Lakner, smo ga malo predelali. Pa imamo Šercer, pa imamo Štamfelj in še drugih kočevarskih priimkov. Se pravi, da so živeli, samo pri nas ni bilo dobrega življenja, pa so pobegnili. Tudi v skoke so poskušali naseliti pri nas, pa niso obstali. So se premaknili drugam. Ja. Preveč mraz in preveč hrib je, ne? Ni udobnega življenja. Zdaj, ko ste že omenili, kako sodelujete z zgodovinarji? Kot raziskovalec krajevne zgodovine. Mislim, to sodelovanje dobro, ali je neka izmenjava informacij, ker dostikrat se mi zdi, da je tudi včasih malo, bi rekla tako, težav. Ma je pravi, bil je ravnatelj arhiva v Zagrebu, Emilij Lašovski, ki je, mu je mogočnost uvid vseh podatkov, ne. In on je naredil dosti napak, ne. Dosti napak je naredil. On je, sem del, da so vnuki starejši. Ja. Tisto je njegova teorija bila. Ker je bilo enakih imen. Recimo je stara mati je imela, je bila Frančiška in vnukinja je bila Frančiška in zaradi tega je prišlo do... Ja, tega je bila Frančiška ali Jožefa, dosti drugega ni bilo, ne. Ampak dobro, verjetno se pa najdejo tudi taki, no, ki se da z njimi lepo sodelovati. Dobro, jaz bi omejo ještě, oziroma omejo imajo, kot da smo tam čisto drugi ljudje. Če so, ne vem, če so enaki priimki, enake imena, enake navade, pa smo tudi mi enaki, ili barem skoraj enaki. V Ljubljani, mislim, tako se vam zdi, da v Sloveniji se zavedajo, da živijo Slovenci v Gorskem Kotarju, oziroma da, ali je to bolj neznanka, da rečete? Ma neznanka je. Jaz sem začuden, še tam v Loški dolini rečejo, da smo kočevarji, ne. Posamezniki, ne. Eni poznajo, ki prihajajo tam. Tako da še zmeraj se premalo ve v našem kraju. No, ki se namenijo, koliko knjig je izdanih. Do 90. leta eno knjigo je izdal Dragutin Hirc iz Zagreba, eno je Ivan Jemršič, eno je Emilij Lašovski, je bilo v našem kraju. Zdaj je pa... Kar dobro se popravlja statistika. Upam, da boste imeli še naslednika, no. Ma pride to. Pri nas v majhnem kraju, če eden nekaj prime, poskušajo tudi drugi, ne. Ko sem jaz napisal knjigo, če doštipam tudi jaz, ne. Lepo, to je ta pravo. To je, ja. To je ta pravo. Sigurno ima kdo kakšno pametno vprašanje, tako da prosim, dajem publiki besedo. Vprašanje, komentar, misel, odziv, krčite pesem, zgodbo lahko poveste. Me zanima, kako je pa
z domom slovenskim, ali kako se imenovalo, v Prezidu. A je to narejen ta dom do konca? Ali je se ustavilo, ali ga boste to končali? Ja, to je bolj zame vprašanje. Ampak ja, slovenska vzorčna kmetija v Prezidu je končana v bistvu. Zdaj se dokončava še hlev ob kmetiji, ki je bilo pač prvotna ideja, da bi se stara ta stavba hleva obnovila, samo potem se je ugotovilo, da je statično neustrezna, tako da je bilo treba zgraditi na novo, zato je lih malo zamude, ampak ne, je končano v bistvu. Jaz mislim, da v pomladnih mesecih bo otvoritev. Je končano prože, tako je pohištvo tudi že. Tako da upamo, da računamo na to, da bo zaživelo v Prezidu ta zadeva. Glede šol, ali v šolah kaj slovenskega jezika se uči? V šolah teh rednih se ne uči slovenščino, ali je v Čabru slovenski pouk, tisto je kolokvijalno, če hoče kdo, jih je, ne vem, 30 ali pa še več, ki učijo slovenščino. Na vašem področju nekaj turizma je, ne? Ja. Ali koliko so tu udeleženi sami Slovenci in če pa so, če so obiski Slovenije, se pripravi ustrezno prevajanje, ustrezno predstavitelji, vodenje, Oprostite, gluh sem. če se Turisti, če prihajajo. na turističnih točkah dobite obisk nekaj Slovenije, a so pripravljeni tisti, ki vodijo ta program, da predstavitve tega kraja ali te točke, da se to razlaga v slovenščini, da je skratka, da je nekdo, ki je tak domač v tem. Ja, To namenoma govorim, ker primerjam s učiteljica je, situacijo recimo v Pulju, ne. Imate milijone in tam je veliko obiskov in je recimo zna biti skupina, kompletna skupina iz Slovenije, imajo napise angleščina, potem nemščina, italijanščina, slovenska jezika nimajo, čeprav je tam tudi društvo slovensko. To pa me zanima, če to je zaživelo. je ena, zdaj je domača ena učiteljica, ki je končala slovenščino, je studirala v Ljubljani in ona ima ta pouk, ne vem, koliko je tedno, koliko ur je. In pravim, je več kot 30 teh prijavljenih za ta pouk. In ena sem slišal, zelo dobro govorijo slovensko. No, tudi v Ljubljani mnogo naših študira, mislim, mnogo. Tisti, ki študirajo, večinoma v Ljubljani. Ja. No, se tudi Ljubljana je relativno blizu, ne? Recimo. Prej se pride skoraj ko v reko. Ja. Pa še mislim, da je ena stvar bilo zanimiva, primerjava s Porabljem, tam je narejena eno tako hiša, slovenska hiša, etnološka hiša, pa celo posestvo, in je nekdo Senik. Gornji Senik, ja. Gornji Senik, in to je zelo tako zanimivo za turiste, za obisk slovenskih prostorov. In to se dela v podpori tudi slovenske vlade, delno, in tudi madžarske. Me zanima, če je nekaj takega pri vas. Kmetija v Gornjem Seniku je v celoti zgradila Republika Slovenija, sfinancirala, tako kot je v celoti sfinancirala gradnjo, zdaj ravno o tem smo govorili z gospodom, vzorčne kmetije, po vzoru tiste v Gornjem Seniku v Prezidu, ki se zdaj ravno dokončuje. V Prezidu, ja, v Gorskem Kotarju. Tako da upamo, da bo
bomo šli vsi na izlet, ne? Bomo imeli en večer sredi domovine, bomo imeli lepo. Namesto v Ljubljani bomo imeli lepo v Gorskem Kotarju, samo poleti, Slavko, ker ne vem. Bo za zimo tudi nismo, no, ne vem kako. Počakamo na poletje, rajčno. Od 1. maja. Pa. Od 1. maja naprej, ko se stali sneg. Tako da, ko me čakamo vsi na pomlad in jaz čakamo na knjigo številka 22. Prepozno je zdaj. To samo tako rečete. Ne. Še nekaj glede športa. Zdaj je bila ta organizacija slovenskih športnih društv za mesto. In je tudi z vašega področja prvič pristopila. Mislim, to Bazovica, no, društvo, pa tudi druge, pa še iz Gorskega Kotarja. In je pripomba je bila, oziroma jamranje, rekel, da zaradi slabe demografije, pa tudi naših ponudov je manj udeležb oziroma manj aktivnih športov. Je to tudi pri vas? Ma ne, pri nas, Kazbin, vse se deklarirajo kot Hrvati, oponašajo se kot Slovenci. Ne? Tako da to... Obratno, imamo Jakova Faka, ki je Hrvat, pa sem v Sloveniji. Ja, no, on samo tekmuje za slovensko reprezentanco, izvolite. Samo en podatek, ker bo gospod, ki je napisal veliko, glede števila učencev, ki obiskujejo slovenski dopolnilni pouk v tem šolskem letu v Gorskem Kotarju. Pouk poteka v Čebru, v Trstju in v Prezidu in trenutno je vpisanih vključenih 82 do 85 učenkov v tem šolskem letu. Jaz bi predlagala, da tako kot je običajno, preselimo to debato, ki vidim, da postaja kot vsaka dobra debata ob koncu še bolj zanimiva, tu v našo sosednjo sobo, kjer so naše kolegice in kolegi. Naj vam bo. Jaz bi rad opozoril na to, da so v zadnjih 20 letih se je spremenila situacija z Gorskim Kotarjem in Slovenci v Gorskem Kotarju bistveno v toliko, da se je tam vzpostavilo tri točke za slovenski lingvistični atlas. In eden od dveh informatorjev v Gorskem Kotarju je bil, oziroma je prav naš današnji gost, Slavko Malnar. Na podlagi njegovih drugih informacij je tukaj dialektologinja, tukaj imamo našo kolegico Janeško Kostenčnik, tudi doktorirala. In od zdaj naprej, seveda, je Gorski Kotar, oziroma ta slovenski del, vključen v ta slovenski lingvistični atlas. Tretja točka je Ravna Gora, ki je malo drugačna in o kateri bi bilo tudi mogoče dobro zdaj kakšno besedo reči. Seveda, samo to, da povem, seveda je pa to povzročilo slabo voljo pri hrvaških dialektologih, ki težko priznajo, da so ti govori genetsko slovenski in bi radi naredili z njih hrvaške, ker so pač na ozemlju Hrvaške. Samo to pač to ne gre. Govor je tak ali drugačen, ne glede na to, na katerem ozemlju. Jezik ima svoj DNK, ne? Ja, samo to sem povedala, da govor ravnice so v slovenskem lingvističnem atlasu od leta 2011, torej od izida prvega zvezka atlasa, in sicer da dialektološko gledamo govore ravnic in celotno to območje z izjemo Ravne Gore, seveda, ki so priseljeni rovtrski govori, torej preostali del Gorskega Kotarja uvrščamo v dolenjsko narečno skupino slovenskega jezika, seveda. In na osnovi vseh raziskav, ki smo naredili, smo v letu 2023, ko je išel tretji zvezek atlasa, tudi spremenili karto slovenskih krajin. Odlično. Ta karta seveda govorimo samo o narečni pripadnosti nekega govora, ne pa o nacionalni. Ja, izvolite, Slavko. Gospod
Torkar mi je zelo pomagal, ko sem pisal o priimkih. Pa se mu zahvalim z majhno zamudo. Mi pa se zahvalimo vam, ne samo za ta večer zanimiv, ampak tudi za vse tisto, kar ste spravili med platnice knjig. Jaz mislim, da bi morala vsak slovenski kraj si zasluži nekoga, ki z ljubeznijo in z modrostjo gleda na preteklost, na izročilo, ker konec koncev, če ne vemo, kje smo bili, tudi ne moramo vedeti, kam gremo. Tako da vam želimo še veliko zdravja in navdiha in jaz še zmeraj ne obupam nad tem, da tudi številka 22 mogoče pride. Hvala lepa. Hvala. No, jaz sem... Zahvalim se poslušalcem in se opravičujem, ker nisem govornik. Dobro. Lažje je pisati, ker tisto, kar rečeš, se več ne da zbrisati. Kar pa zapišeš, se pa lahko še... Super je bilo in jaz bi vas res povabila tu zraven v našo sejno sobo. Se veste, na en zelo skromen kozarček in prigrizek, njih toliko, da se še malo podružimo in da se ne razidemo takoj. Hvala vsem, ki ste prišli in upam, da se vidimo še kaj naslednji mesec. Nimamo še imene, še skrivnost, ma vas bomo že obvestili. Ponavadi smo bolj pridni. Hvala lepa še enkrat. Hvala tudi vam. Hvala.